Sicer je bil 5. letni čas, kot reče, v času pustovanja in kurentovanja na Ptuju krajši kot lanski, kljub temu ni bil nič manj obiskan. Danes na Ptuju zaključujejo 11-dnevno praznovanje pustnega časa. Na Zavodu za turizem Ptuj so z obiskom zadovoljni. Ocenjujemo, da je na Ptuju prišlo v vseh teh 11 dneh nekaj več kot 105 tisoč obiskovalcev. Poseben vrh celotnega kurentovanja je bila mednarodna nedeljska karnevalska povorka, katere se je udeležilo 2500 udeležencev, obiskovalcev pa je bilo nekaj več kot 60 tisoč. Kljub temu, da organizatorjem nekaj dni vreme ni služilo, so uspeli ponuditi različne dogodke tako za mlajše kot tudi starejše. Dogodki so bili polni tako v starem mestnem jedru, kajti naš interes je bil, da napolnimo staro mestno jedro, da dogodke povečamo, v bistvu, da se animacija razširi. Dnevni prikazi so bili vsak dan obiskani. Vsi ljudje, tako domačini kot turisti, zmeraj nestrpno pričakujejo kurenta, tako da takrat, ko imamo kurente, kar pomeni na Ptuju vsak dan v teh 11 dneh, so trgi povsem polni. Tudi kar se tiče karnevalske dvorane, ko so bili programi, bilo je nekaj programov za otroke, ostali so bili večerni programi, so bili v bistvu skoraj zmeraj razprodani in polni zabave, nagrad in vsega ostalega. Nedvomno je k letošnjem kurentovanju in dobremu obisku vseh dogodkov veliko prispeval vpis kurenta na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine. Na klubu ptujskih študentov so mnenja, da je obisk dogodkov bil zadovoljiv. Čeprav menim, da nekega vrha še nismo dosegli, takega, kot bi ga z obiskom lahko, menim pa, da se iz samega festivala, če lahko temu tako rečemo, da narediti še več, kot pa je bilo letos. Če ne prej, pričakujem to vsaj za tisto mejno kurentovanje čez 2 leti, torej za 60. kurentovanje, ki nam še sledi. Eden izmed dogodkov, ki je bil precej medijsko izpostavljen, je bil znan kurentanc na Ptuju. Gostitelj dogodka je bil klub ptujskih študentov, organizator pa prireditve DOO. Za dogodek naj bi prodali veliko več vstopnic, kot je bilo dovoljeno, vendar temu ni tako. Kljub temu, da je kapaciteta dvorane dopuščala 4500 obiskovalcev, so preko Eventima prodali manj vstopnic. Uradno smo prodali karte preko sistema Eventim, prodanih je bilo točno 3988 kart. Tako gostitelji kot tudi na Zavodu za turizem Ptuj se še enkrat opravičujejo za neljubi dogodek. Opravičili smo se v bistvu vsem, ki so bili prisotni na tem neljubem dogodku. Prireditve DOO, ki organizirajo dogodke v karnevalske dvorani, so tudi z vsakim posebej stopili v kontakt. Je pa resnično bil potreben čas, da so policija in varnostniki razporedili na novo obiskovalce v karnevalski dvorani in po tem času je bil vstop v karnevalsko dvorano ponovno omogočen. Sicer pa so na Ptuju v starem mestnem jedru po dolgem času imeli ponudnika, ki je pekel vsak dan sveže krofe. Vsak dan so jih prodali vsaj 500. Z današnjim pokopom pusta je tako uradno zaključeno 58. kurentovanje na Ptuju, kljub vsemu pa se lahko zvečer odpravite še na številne zabave in plese v maskah.